Današnji dan, 23. april, je organizacija UNESCO leta 1997 razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic, ki je povsod zaznamovan različnimi dogodki in prireditvami. V naši knjižnici bomo ta dan počastili s predstavitvijo pesniške zbirke Krog. Pesniška zbirka Krog je vsekakor delo izoblikovanja pesnice, ki nas v nobenem primeru ne pusti ravnodušne in nepotešene. Že časovna razdalja od zadnje zbirke do teh kaže, da so pesmi nastajale počasi in skrbno. Pesniško zbirko nam bo predstavila pisateljica Dragomira Šeško, pogovor bo vodil gospod Drago Pirman, pesmi bodo brali Ingrid Molanskič, Žnidaršič, Špela Ravnikar in Tomaž Tomše, glasbeni program pa bo izvedla Glasbena šola Brežice. Za potrebe projekta vas prosim še za vpis v listo prisotnosti. To je bila Lucija Rupšina, ki nam je na kitaro zaigrala preludijo. Lucija, hvala. Danes je lep pomladni dan, posvečen knjigi. Včerajšnji dan je bil posvečen Materi zemlji. Današnji nas bo pa preko pesniške zbirke Krog zavil v mistiko političnega izraza pesnice Dragomire Šeško, ki jo prav lepo pozdravljam. Naša gostja ni novinka na pesniškem odru. Doslej je izdala že 3 zbirke pesmi. Prvo leta 1992 Srečevanja pod okriljem Dolenjske založbe iz Novega mesta, drugo Luč v letu 2001 kot samo založbo in tretjo Zlatice leta 2005 v založništvu kulturnega društva Žarek, kateremu je bila pa tudi krstna botra. Starosta slovenskih pesnikov Ciril Zlobec je napisal spremno besedo že v zadnjih 2 zbirkah. Zanima me, kakšna je to vajna pesniško-prijateljska naveza, da si ga uspela pridobiti za besedo tudi v tej, torej že 3. zbirki. Ja, moram reči, da moja povezava z gospodom Cirilom Zlobcem ni prav več kakšna intimna povezava. V bistvu gre zgolj za povezavo na ravni ustvarjanja in do tega, da je na mojo spremno besedo napisal k pesniški zbirki Luč, je prišlo zgolj slučajno. Moram reči, da zdaj ob zadnjih sem si pa mislila, da pa sej mogoče pa ne bi mu rekla, ampak sem se potem premislila in mislim, da je to pravilno, zato ker njegova beseda ali nekaj velja in dejansko lahko rečem, da moja pesniško pot spremlja in da me pravzaprav kot pesnico dobro pozna. Torej, jaz svojo zbirko rada imenujem oziroma vse svoje pesmi, da so na nek način ezoterične. Ampak kot za nalaž noben kritik tega ne opazi. Zase menim, da je pač moja poezija ena od, želela bi, da je, ena od tistih kamenčkov, ki bi ljudem pomagali na poti njihovega ozaveščanja. Ali bi morda rada zdaj brala kakšne svoje pesmi? Ja, če me boste poslušali, pa bom kjero. Bomo poskusili. Mogočni hrast. Vijugaj me, mogočni hrast. Da ne pozabim tvoje krošnje. Mehkobe mahu prepojenega z rosom. Svobode bosih nog.
prebičana od praznine betonskih ulic, ujeta med urno številčnico, kako naj se dvigam soncu nasproti. Bičaj me pomočni hrast, zdrgni me s hrapavim ljubjem, naj vse omiljenosti odtečejo z jesenskim listjem v novo pomlad. Oblečena v svilnat plašč, mehko drsi preko pot. Na ustnicah poljubi stvarstva, v dlaneh vesolje. Preoblečena v iskro, zanitim večerno zarjo, in svežina juter posede na živna polja. Zazivam v sanje otroške oči, na krila svile lovim škrape, nazadnje radiram in korigiram pepelnata tla matere zemlje. Za oplemenitev današnjega srečanja je gospa Dragomina povabila k sodelovanju tudi učence glasbene šole in srednješolce oziroma študente. Najprej bom prosil Mateja Vana, da nam bo na harmoniko zaigral pesem Sinko ne sprašuj. Matej, izvoli. Zdaj pa vabim še Nive Sotašević, da nam na kitaro zaigra Vals nocturno. Predvsem me prijetno presenečajo vse sveče in pa tale čudoviti kristal. Ne vem, kdaj si ga to sestavljala, ampak verjetno v enem letu ne bi vse kristalov preštel, tudi če bi bil računalnik. Povej mi nekaj o tem, prosim. Ja, celota je skup energij, v katerih smo. In če naj bo naše druženje uspešno in prijetno, je potrebno narediti prijeten ambient. In pač zato se trudim, da bi bilo vse skupaj kot ena mandala, ki nas nekako bogati in vrača k samemu sebi.